Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice in sicer na terenu ta trenutek pri enem izmed največjih čebelarjev v Sloveniji in verjetno v tem delu Evrope, vsekakor pa v okolici Maribora in v našem mestu samem. To je gospod Rozman, kajti po razburjenem telefonskem klicu in ne na zadnje informacijah, ki prihajajo tudi iz Gorenjske, sem spoznal, da je velika kriza, da mnogo čebel ni prišlo nazaj domov potem, ko so šle v bistvu nabirati med. Kaj točno se je zgodilo in kaj to za nas pomeni, pa nam bo poizkušal razložiti gospod Rozman, ki je, lahko rečemo, starosta naših čebelarjev tukaj in zagotovo najbolj primerna oseba za to, da nam da primerne odgovore. Odpiram vrata, pa bom kar vstopil. Aha, slišimo tudi lepo pesem. Dober dan, gospod Rozman, pozdravljeni. Ja, dober dan, dobrodošli. Lepo zdrav. Malo medice. Mogoče potem... Zdaj še, ja ne, potem je zgleda več ne bo, tako da zamte, res vam svetujem, ker drugo leto še mogoče, pol pa Bogu kaže, res. Čebel ni nazaj, ne? Čebel ni nazaj, jaz sem sprva mislil, v naši familiji je to dolga tradicija, kaj pomnijo, smo Rozmani čebelari in meni je dedek še dobro rekel, mi je rekel, Vili, tisti moment, ko čebel zgodaj spomladi ne bo nazaj več v pajn je pizdarija in to je zdaj. Dobesedno, ne? Dobesedno. In zdaj mi je sino Marjančkom, zdaj glih pri panjih, smo čisto obupana. Jaz mislim, da je mogoče kaj pri nas narobe, čute, ker naši kmeti, to so najhujši s temi škropivi, jaz jim ne morem dopovedati, da je med od vseh nas, da ni samo od Rozmanov, da je med življenje. Čute, to bo vse zastrupli. In sem klical pa tudi na Gorenjsko, tega mojega kolega, znanega čebelara, tudi Kekeca Silvota, ki je rekel, da njegove tam krajinske sivke, ki veljajo za najbolj pridne čebele, najbolj zveste, to so hujše kolesi, kaj se vračanja tiče, niso tudi ne prišle. Tako da potem za te naše štajerske prinašalke, kaj so pri nas malo več. Štajerske prinašalke? Te so malo manj pridne, samo še vseeno ziher več spijejo, drugač pa tudi so dajo neke meda, no totih pa tudi ni. Tako da, čujte, mi smo čisto obupani, ljudje ne navejo, kaj to pomeni. Ni čebel, ni pridelka, jaz ne morem verjetno. Ati! A to pa vaš sin? Kaj je Marjan? Ni jih še! To je sin moj Marjan, nikaj je še končal pridnje. Kaj je Marjanček? Ni jih še! Koga? Ja, čebelic! Ja, Marjan, ne rabiš vsaki dan gledati, ker jih tak ne bo, zdaj jih ne bo. Ne? Skratka, jaz hočem tako reči, zdaj še imamo orožje, zdaj še imamo med za zajtrk, čujte, tega več ne bo. To bo katastrofa, ker ni čebel, ni oprašena ajda, se pravi, ni ajde. Če ni ajde, ni ajdovega kruha, torej ni hrane in crknemo. Ljudi se tega ne zavedajo, pardon, no. Ja, no, vse, gospod Rozman, ja. Ja, pol drugo, kaj je Marjan? Zakaj se jočeš? Marjan, ni v pizdo, če viš, da ni čebel. Se opravičujem. Ja, dobro, no. Gospod Rozman, ja, huda je, vem, ja. Drugo je tudi, da ni čebel, ni oprašena deteljica, ta rdeča, torej ni deteljice, ni hrane za zajce. Če ni hrane za zajce, ni zajcev, zajca je orl, ni orla. Torej so miši in podgane, kuga zopet crknemo. In mi se tega ne zavedamo, dragi moj gospod, to je katastrofa, res. Marjan, prinesi nekaj za spit, no. No, hvala lepa, gospod Rozman, res je... Ata! Ja, kaj je Marjan? Mama pravi, da bo pohano. Ja, no, pa kaj se joče zdaj? Če bomo pa crknili. Dobre, no. No, torej, drage dame in gospodje, res kriza je, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor ne je bilo Milana.